Za vas imamo 5 nasvetov. Prvi nasvet, uči se sproti. Ker ko se nalaga snov, v bistvu potem že neki znam in ko je še več snovi, da se še tisto do konca naučim. Z branjem, pisanjem, karkoli. Ja, zelo dobro je, da se učimo sproti, a vedno nam pač ne uspe. Ne glede na to, ali spadate med tiste, ki snov redno utrjujejo, ali med tiste, ki se učijo le dan pred ocenjevanjem, je dobro, da veste, kateri učni slog vam najbolj ustreza. Ali so učenci bolj vizualni, slušni ali kinestetični tipi. Tistim sicer, ki so slušni tipi, je bistveno lažje, tisti, ki ne, pa veliko potrebujejo aktivnega učenja, torej pisanja, risanja slik, podčrtovanja. Drugič, zapiski. Sproti preberem iz učbenika tudi in pa naredim zapiske in če kaj pozabim, si še enkrat naredim zapiske in pol iz njih pač si preberem. Je lažje si zapomniti, tako da vidim nekaj. Tretjič, fit učenje. Fit učenje je tehnika učenja z gibanjem, ki jo učenci na tej šoli dobro poznajo. Jaz si najraje naredim fituro na tak način, da si po sobi dam vprašanja in grem do vsakega vprašanja in odgovorim, tako da napišem na en list in spodaj napišem vprašanje. Četrtič, rekreacija. Jaz se učim zadnji dan pred testom, ampak mi pomaga, da sem športno aktiven. Petič, glasno učenje. Vprašanja si preberem na glas in ko si jih odgovorim, si to lažje zapomnim, ker mi nekako lažje gre v glavo. Naj smo dobro ali slabše pripravljeni, stres v ocenjevalnem obdobju doleti marsikoga. Dobro je, da se znamo v trenutkih strahu umiriti. Nekatere vseeno morda umiri večja aktivnost, nekateri pa potem samo neko sproščanje, dihanje, poslušanje, morda kakšen sprehod v naravo. Čim bolje pripravljeni in brez strahu, pa bo ocenjevalno obdobje hitro in uspešno za vami.